dober dan in lepo pozdravljeni na naši današnji virtualni kavi Coffee to Connect. Sončni petek je, mi pa bomo jutro posvetili debati o dobrobiti zaposlenih v času epidemije koronavirusa in zdaj, ko vsi skupaj vstopamo v neko novo realnost. Dejstvo je, da nas je epidemija vse presenetila in čez noč spremenila naša življenja, COVID-19 pa bo zagotovo imel velik vpliv na prihodnost dela. Izhodišče za današnji pogovor je raziskava, ki jo je podjetje Deloitte izvedlo med slovenskimi podjetji in ki je skušala odgovoriti, na kakšen način kriza vpliva na stanje v kolektivu, pa tudi kakšne ukrepe so podjetja uvedla za naslavljanje izzivov in priložnosti v spremenjenih pogojih dela. V naši družbi danes tako pozdravljam Bojano Florjančič, trenerko poslovnih veščin in partnerko v podjetju Hansen Beck, in Gregorja Skendra, menedžerja v oddelku poslovnega svetovanja v Deloittu. Dobrodošla oba in hvala, da sta se nam danes pridružila. Ob tem pa tudi vse, ki nas poslušate, vabim, da nam lahko v komentarje postavljate vprašanja in bomo na njih z veseljem odgovorili. Gregor, pa bom začela kar s tabo in z vašo raziskavo. Nam lahko res na kratko opišeš, kakšne rezultate je raziskava prinesla, kako je epidemija vplivala na zaposlene v podjetjih, kakšne spremembe ste opazili? Živijo pozdrav vsem, torej mogoče samo za tiste, s katerimi se ne poznamo. Jaz sem Gregor Skender, menedžer v oddelku poslovnega svetovanja v Deloittu v Ljubljani. Mogoče samo en stavek, zakaj smo se sploh lotili te raziskave, v bistvu razloga sta bila dva. Prvi je bil ta, da smo ugotovili, da na trgu se v bistvu ni kaj dosti govorilo o tem vprašanju dobrobiti zaposlenih, ker so bila vsa podjetja izjemno, vključno z nami, fokusirana na reševanje trenutne situacije, gašenje požarov in razumevanje, kakšne rešitve prinaša protikoronska zakonodaja. In se mi zdi, da smo to vprašanje dobrobiti zaposlenih potisnili malo ob stran. Drug razlog je bil pa tudi zato, da malo vidimo, kje se mi nahajamo, v bistvu relativno glede na trg, in v bistvu začnemo razvijati tudi kakšne rešitve na tem področju. Anketo smo izvedli med vodstvenimi delavci podjetij, se pravi lastniki, predsedniki uprav in tako naprej, in tudi vodilnimi ljudmi odgovornimi za HR, se pravi kadroviki. In odgovori so pokazali, da pravzaprav približno 3/4 podjetij ugotavlja, da zaznavajo povečane ravni stresa zaposlenih, obenem pa pravzaprav ugotavljajo, da je ta stres na nek način obvladljiv, kar je šlo z roko v roki nekako takrat z tisto splošno klimo v družbi, ki je bila sicer negotova, pa vendar relativno optimistična. Jaz sem recimo pogledal podatke za prejšnji teden Valikonove raziskave, tudi ta splošni družbeni optimizem se pravzaprav pri nas povečuje. Recimo povečuje se delež tistih, ki so nezaskrbljeni, in v bistvu največji doslej delež tistih, ki menijo, da je situacija bolj pozitivna kot negativna, kar gre najbolj z roko v roki tudi s postopnim sproščanjem ukrepov. Kar se pa tiče zdaj stanja v podjetjih, je pa ta nekako splošni optimizem bil naslovljen zlasti v smislu tega, da se bodo stvari normalizirale, ostaja pa problem motiviranosti zaposlenih in to mogoče bi podčrtal, da je v bistvu ključni izsledek stresa in stresorjev v bistvu motiviranost zaposlenih, kar pa vsi vemo, da ima v bistvu neposreden vpliv na produktivnost, pa angažiranost in posledično v bistvu tudi na bottom line podjetja. To bi bilo zelo na kratko. Mogoče samo še ena stvar, ki sem se jo spomnil. Mi smo večkrat poudarjali, da je pomembno, optimizem je dober, ampak da ne zamenjamo tega realističnega optimizma z lažnim. Mi vemo, kaj se na trgu dela, tele dni dogaja in mislim, da je te zadeve, kljub temu, da imamo občutek, da gre na bolje, v bistvu pozorno spremljati in tudi aktivno naslavljati. Kakšni pa recimo so bili največji strahovi ljudi? So vam kaj povedali, česa se najbolj bojijo oziroma kaj jih najbolj skrbi? Ja, v bistvu med tako imenovanimi stresorji oziroma dejavniki stresa so, se pravi, najprej je treba omeniti, da tukaj je poslovodstvo ocenjevalo celotno situacijo v podjetju, kar pomeni, da imamo mogoče neko vrsto detachmenta med tem, kaj se v realnosti v kolektivih dogaja, pa vendarle nek horizontalen pogled je. Med stresorji so najpogosteje navajali odtujitev znancev in sodelavcev, kar je zanimivo in v bistvu potrjuje tezo, da je služba tudi družba in da v bistvu služba predstavlja pomemben socializacijski element v življenju posameznika.
V povezavi s tem so omenjali drugi rezultat, recimo drugi najpomembnejši stresor je bila osamljenost, pri čemer je treba pravzaprav ločevati ta dva pojma. Osamljenost je globlji problem v bistvu odtujenosti od širšega družbenega okolja, ker samo odtujitev od znancev smo v času karantene lahko reševali z virtualnimi orodji, osamljenost je malo globlji problem. Potem pa vendarle še dva, ki sta bila zelo visoko rangirana in tudi pomembna, je bil pa strah pred okužbo, ki je zdaj nekoliko sicer verjetno izvenel, če bi ponovili raziskavo, pa vendarle, in pa strah pred znižanjem plače, ki je pa verjetno še kako aktualen v teh časih. Vse to pa jasno vpliva na vse vidike dobrobiti zaposlenih, ker pri dobrobiti ne govorimo samo o čustveni dobrobiti, govorimo tudi o finančni dobrobiti in vse so med sabo povezane, o fizični dobrobiti, se pravi fizično zdravje, o socialni dobrobiti, to je družba, ki sem omenil, in konec koncev, če gremo čisto po Maslowu, tudi karierni dobrobiti in samo uresničitvi posameznikov, če želite. Tako da je zelo prepleteno, ampak ja, jaz bi izpostavil osamljenost, znižanje plače in strah pred okužbo. Super, hvala. Verjetno bi bilo zelo zanimivo videti tudi, kakšni so odgovori, če bi še enkrat zdaj ali pa mogoče čez kakšen mesec, dva ponovili raziskavo. A mogoče to kaj načrtujete? Načrtujemo. Pravzaprav ta pobuda je prišla že kar z nekaj strani, bilo je kar nekaj zanimanja tudi za te rezultate. Jaz sem videl, da tudi naša konkurenca se je pravzaprav začela kar hitro ukvarjati tudi s temi vprašanji. Problem te raziskave je v tem, da se zavedamo v bistvu obremenjenosti podjetij z anketnimi vprašalniki, zato smo naredili zelo kratko, 5-minutno, in jo bomo verjetno v tej obliki tudi ponovili, kar pomeni, da neke celovite slike ne bomo dobili, imamo pa na načrtu to, da pravzaprav preverimo klimo ponovno, zdaj, ko se podjetja odpirajo. Super, bomo tudi mi z veseljem spremljali, kakšni bodo rezultati. Bojana, zdaj pa imam vprašanje zate, kako se ljudje odzivamo na take dramatične spremembe in take hipne spremembe, ko smo dejansko mogli prilagoditi svoj način življenja, kot se nam je to zdaj zgodilo z epidemijo? Hvala, Brina. Pozdrav vsem. Hvala za vprašanje, ki je zelo pomembno v tem času, da pogledamo to, kaj se dogaja nam vsem, kadar se nam zgodi kaj dramatičnega. In zakaj rečem vsem? Zato, ker se mi zdi, da se včasih vodje malo izvzamemo iz tega in pozabimo, da smo mi čisto enako odreagiramo kot ostali. Jaz sem pripravila eno tako skico, kako odreagiramo, to je znana krivulja Kübler-Ross. Se pravi, na začetku, ko se je začela, jaz sem sama 2 tedna samo uživala, ker sem malo počivala, lepo vreme bilo, je šok in zanikanje, saj bo, se toliko ne ukvarjamo. Potem pa počasi zdrsnemo po tej krivulji, jeza, pogajanja, v smislu, če se imamo s kom pogajati, se pač pogajamo, recimo, če gre za, da nam je kdo odda odpoved, se pač tam lahko pogajamo, včasih se tako na nekem drugem nivoju, ko bi ga vsaj še enkrat šel pogledati, kadar gre za res hude spremembe, ko nekdo odide, in potem pride čisto do te doline spremembe, ker je res težko, ker so taki temni občutki, temne misli, dramatično. In če sama sebe, ko sem reflektirala, sem imela kakšen dan, ko sem bila tule noter, ker nam kot trenerjem se je postavilo na glavo, oziroma mi nismo imeli dela, mi smo lahko klicali stranke delati, pa nismo mogli. In sem mislila, bomo že, ampak glej, kaj trajalo, bolj sem bila tule noter, ampak je kar nekaj časa trajalo, da je to zanikanje šlo, da sem ugotovila, jaz sem tudi tukaj, čeprav to vem, sem tudi tukaj in kaj si lahko naredim, da si pomagam. In potem si dopustiti to žalost in potem počasi sprejemamo do končnega sprejema. Zdaj, kje smo danes, tako kot je Gregor omenil, verjetno smo malo, tako slišam, zmerno optimistični, kar je fino, da smo dosti sprejeli to. Lahko, da če se zdaj 5 primerov spet pojavi, ko govorijo, pogledamo neko novico ali neko mnenje enega ekonomista, ki govori to, pa to se bo zgodilo, bomo hitro malo zdrsnili nazaj. To ni, smo šli skozi in smo gotovi, se vračamo. In za vodjo, zase in za druge, ki krog nas, je zelo pomembno za te faze in da si vzamemo čas. In da se z ljudmi pogovarjamo in da si damo čas, da si to priznamo. Kako pa najdemo to neko ravnovesje v bistvu med hitrim odzivom na spremembe in pa v bistvu si vzeti dovolj časa za prilagajanje spremembam, da ljudje nekako ne pregorijo?
Ja, to je zelo težko vprašanje. Meni se zdi, da je pomembno, da vemo, kaj ta sprememba povzroči, kako delujejo naši možgani. Jaz sem bila pred časom na takeli kavi z gospodom Nikosom, Dimitriadisom, ki je razlagal, kako naši možgani delujejo. Pa bi to ponovila, ker se mi zdi res zanimivo. Možgani opazujejo, kaj se dogaja in so sposobni potegniti ven vzorce. In na podlagi teh vzorcev razvijajo strategije, taktike, kako se vedemo. Se pravi, grem na sestanek, tam se vedem tako, grem na razgovor, grem na družinski piknik in skozi imam nekaj, in je to rutina. In dokler so stvari predvidljive, se jaz počutim varnega. Ko se pa stvari spremenijo, in zdaj se je spremenilo ogromnih stvari, se vsi ti procesi presekajo in je treba vse na novo spostaviti. In tukaj si je treba vzeti čas, ne delati, da ni nič, da se ni zgodilo nič. Drugače, tudi če so ljudje, ki se jim ni spremenili, veliko isto hodijo v službo, so hodili, moj partner je večina časa hodil v službo čisto normalno. Kaj se je spremenilo, da so bila otroka doma, da sem bila jaz doma, da je mogel iti z masko v trgovino. Pa vsakem se je nekaj, tudi to, da ni mogel iti v občino. In da si vzamemo čas, da razmislimo o tem prvič, kako si strukturo dneva postaviti, sploh če sem doma, da je čim bolj varno, ker vem, da bom ob 12 imel malico, ker vem, da bom šel popoldne teč, da bom šel takrat v pravi uri spat. Te rutine, da pomagamo spostaviti sebi in svojim ljudi okrog sebe, ali doma ali pa v službi, timu, da te stvari, ki so se prej zgodilo mimo grede, ne vem, kava, malo klepet, da tudi to na online komunikacijo dajemo. In da si vzamemo čas, hkrati pa bolj, ko bomo, po moje, skrbeli za svoje zdravje, v smislu tudi psihično, bolj bomo odprti in imeli ideje za kaj novega, kaj pa zdaj mi moramo narediti, ker seveda treba misliti na denar, na poslovnost, zato da bomo šli iz te krize. Ampak najprej, tako kot ta metafora z letala, se mi zdi, da pride prav. Najprej moram sebi kisik dati, pol bom lahko reševal druge in svet. Ja, to je zelo pomembno, da v bistvu sami tudi sprejmemo te spremembe in se potem prilagodimo. Gregor, o kakšnih spremembah delovnega okolja pa bojo po tvojem mnenju so že, ali pa bojo tudi še morala razmisliti podjetja, zato da bodo lahko preživela in uspela zdaj v novem obdobju? Zdaj, spremembe delovnega okolja so na eni strani to, o čemer je pravzaprav Bojana govorila, se pravi te psihični elementi, ki tudi sodijo v delovno okolje. Potem imamo pa tudi te čist fizične spremembe delovnega okolja, recimo kar nekaj govora je bilo čisto o zasnovi delovnih mest, recimo arhitekti so že kar precej aktivni na tem, na kakšen način zasnovati podjetja, tako proizvodna kot storitvena, da v bistvu objekti odgovarjajo tem novim načinom in vzorcem vedenj. Ne nazadnje pa tudi sami procesi, to, kjer je recimo bolj naše področje poslovnega svetovanja. Recimo, jaz bi omenil samo eno od področij in to je nadzor. Nadzor nad delavci, ki delajo od doma. To vprašanje tudi naše stranke kar pogosto naslavljajo na nas in čisto kot primer, recimo Deloitte ima eno orodje razvito, ki se imenuje APAT, Automatic Process Analytics Tool, ki pravzaprav preko nekega oddaljenega dostopa spremlja, kaj ljudje delajo na mašinah. To orodje je sicer super, zato ker dobimo odlično vpogled in analitiko, ampak ni primerno za vse vrste dela in za vse vrste poklicev. Raziskave namreč kažejo, da pravzaprav, recimo Gallupova raziskava je zanimiva, da podjetja, ki v bistvu delo od doma uvedejo kot neko normo, skratka, ne kot odziv na krizo, ampak kot normo, beležijo povečane ravni motiviranosti in produktivnosti zaposlenih in sicer celo, če delajo do 4 dni na teden od doma. Zakaj? Zaradi tega, ker povečujejo zaupanje in ravni angažiranosti, kar je pa zlasti pri intelektualnih storitvah ključno. In mogoče samo še na tem mestu, če govorimo čisto o tem odnosu do dela, mi smo izvedli, poleg te raziskave, ki sem jo omenil, tudi eno interno anketo, kjer smo preverjali vrednotne usmeritve naših zaposlenih, pa malo osebnostne tipe in pravzaprav način odzivanja na te nove delovne razmere. In smo ugotovili, da večina zaposlenih v bistvu je visoko angažirana, kljub temu, v kakšni situaciji smo, skratka, angažiranost ni problem. Hkrati so zelo predani in cenijo transparentnost. Kar pomeni, da je v bistvu zelo pomembno tudi na kakšen način se z njimi v tem času komunicira. Neka generična komunikacija preko nekih newsletterov recimo pri nas ne pride v poštev, zaradi tega, ker ljudje predobro poznajo samo situacijo. Tako da v bistvu je sprememba delovnih pogojev in delovnega okolja je skratka, na eni strani to na individualni ravni, kaj se dogaja,
na drugi strani v bistvu sam način upravljanja kolektivov, pa tudi tehnično in procesno. Skratka, jaz mislim, da zlasti za intelektualne storitve, to zelo specifično govorim, opolnomočenje in zaupanje sta tista dva, recimo, elementa, ki lahko porineta to ladjo nekako naprej. Ja, super. O delu od doma recimo se zdaj zelo veliko govori. Veliko podjetij bo tudi nekako vsaj delno prešlo na ta način dela. Zanima me pa še to, če so še kakšne druge oblike dela drugačnega, poleg dela od doma, ki so jih slovenska podjetja zdaj v tem času zavzela, pa ste jih mogoče zaznali. Ja, jasno, delo od doma, dobro vprašanje pravzaprav, ker delo od doma samo po sebi še ni pametno delo, ne? Če govorimo o pametnem delu kot enemu širšemu konceptu, ki spodbuja konkurenčno prednost, ker to je vendarle, živimo v tržni ekonomiji, skratka, dobrobit zaposlenih je pomembna, ampak tudi z nekim ciljem, ne, na koncu. In v bistvu med temi ukrepi, jaz bi šel mogoče malo širše, slovenska podjetja, vse to, kar smo mi čez ankete polovili, pa konec koncev to, kar tudi sami počnemo, se več ali manj osredotočajo na, se pravi, zagotavljanje pogojev za delo. Drug pomemben vidik recimo je usposabljanje in razvoj kadrov. To je, sicer tukaj imamo prednost mednarodne korporacije, ki imamo že v bistvu zelo dobro razvite te online platforme, ne, za učenje in razvoj, ampak vendarle tukaj opažamo, da je bilo tudi kar veliko investicij in tudi recimo v pogovoru v preteklih debatah v okviru MČM-a smo videli, da podjetja zelo veliko vlagajo v tem času v kadre, kar je v bistvu zelo spodbudno. Kar pa se recimo v tujini tudi dogaja, pa pravzaprav na nek način prevrednotenje samega delovnega mesta, ne. Skratka, ko je govorila gospa Bojana prej o tem, da se človeški možgani navadijo, ne, na neke vzorce, nove realnosti. Pravzaprav prihajamo do točke, ko bo treba ta klasična delovna mesta, kjer ima vsak svoje naloge in smo hierarhično zloženi v korporacijo, verjetno nekako prevrednotiti. In recimo številna podjetja, zlasti na zahodu, že uvajajo različne instrumente, kot recimo interna tržnica znanja in projektov, kjer lahko iz različnih delov organizacije pravzaprav vlečejo specifične veščine zaposlenih in lahko v bistvu ljudje na drugi strani organizacije rešujejo problem enega popolnoma ločenega oddelka. To je en tak čist enostaven primer. Potem pa mogoče še eno stvar bi omenil med temi možnimi ukrepi. Tukaj tudi slovenska podjetja recimo so aktivna, vsaj glede na rezultate ankete, je pravzaprav personalizacija dela, kar pa zahteva jasno več vložka v delo s kadri. Skratka, da si posamezniki lahko sami odrejajo način dela, delovni čas, način odnosa s strankami in tako naprej. Spet se vračamo na vprašanje opolnomočenja in zaupanja, ne, ker klasičen nadzor delavca s šefom za hrbtom v bistvu v tem primeru pravzaprav ne pride več v poštev. Je pa ta personalizacija dela pogojena seveda s tem, da zaposlene tudi razumemo. In zakaj to govorim? Ena zanimivost, recimo, ko sem govoril s kolegi v Nemčiji, ki se ukvarjajo z leadershipom, ampak na tej najvišji ravni znotraj našega podjetja, se pravi s partnerji, ne. V njihovih leadership programih so jih vprašali, kako dobro poznajo partnerje in so seveda vsi rekli, super, odlično, skupaj delajo na projektih. Potem so jim pa postavljali specifično vprašanje glede tega, če vedo, kje živijo, koliko otrok ima njihov sodelavec, ne vem, kakšno hrano rad je. So v bistvu ugotovili, da se partnerji, čeprav delajo že 20 let recimo in več skupaj v podjetju, zelo, zelo slabo poznajo med sabo. In v bistvu za personalizacijo dela pa mislim, da se bo tudi Bojana strinjala, je pa pomembno, da se ljudje med seboj poznamo in temu tudi namenjamo čas. Bojana, zdaj pa vprašanje zate, kako pa v bistvu voditi podjetja v teh nepredvidljivih časih? Kako naj se vodstveni kadri oziroma menedžerji odzovejo na vse te zadeve in spremembe, ki jih je tudi Gregor zdaj omenil? Ja, jaz bi najprej bi rekla, Gregor, ja, se podobno ukvarjamo tudi z našimi leadership programi in enako vajo naredimo, da jih vprašamo po teh podatkih, kako poznajo svoje sodelavce. Ker če hočeš s človekom delati tako poglobljeno, potem ga moraš res poznati, ne. In to je ena od vodenskih odgovornosti in osnov, da poznaš sodelavce. Jaz
v osnovi mislim, da vodenje v krizi ali pa vodenje v situacijah ni bistveno drugače od tistega, ki je v normalni situaciji. Ampak spet, kaj je normalna situacija? Vse so se stvari spreminjale tudi prej, ampak se niso na globalnem nivoju. Vsi smo že bili kdaj v krizi. Je bilo naše podjetje pa naša branža v krizi. Kaj je zdaj razlika? Da smo vsi v krizi, da je vsem se enako zgodilo. In vse, kar vodja počne, če rečemo temu normalna situacija, se pravi, da je zahteven najprej do sebe, zahteven do sodelavcev, da jih pozna, da jih podpira, ves ta paket je enak v normalni, ampak še toliko bolj pomemben v taki situaciji kot zdaj. In predvsem je pomemben ta človeški vidik, ki ga je Gregor tudi opisal, da mene zanima, kako Brina si ti danes, kaj si počela, kako si sooča s spremembo, ne pa da pridemo ven samo, mislim, ker govorimo, komunikacija je pomembna, ne? Če mi samo butamo informacije, to je informiranje, komunikacija je dvosmerna, da gre za pogovor. Zdi se mi tudi pomembno, kako se vodijo, prihajajo do raznih odločitev, ker zdaj je ogromno odločitev, pa velikih je napačnih in to se moramo priznati, ja, bojo napačne, gremo naprej. A se jaz odločim, ker sem sam razmislil kot vodja, kot recimo lastnik podjetja, pa še z nekom, ali sem vključil ta razmislek eno širšo množico ljudi in so potem vključeni v te razmisleke. Odločimo se seveda vodje, ampak koliko je pa vključujemo v ljudi, je pa zelo bistvenega pomena, kako se počutijo in kako so s to spremembo potem živijo. Ker če sem bil vprašan, pa sem prispeval, je to že del moje spremembe. In to se mi zdi ta ključen moment motivacije, da sem slišan, da se počutim povezan, da pripadam, kljub temu, da sedim zdaj v svoji delovni sobi ali v kuhinji ali v otroški sobi, ampak še vedno imam občutek, da me slišijo, da smo povezani. Mogoče tle se, ravno kar smo dobili eno vprašanje od Maje in se mogoče zelo dobro vklop v to tvoje razmišljanje, kako motivirati in pomiriti zaposlene v času, ko je tudi vodje strah. A lahko tudi vodje v bistvu priznajo ta strah in nekako potem se bolj posvetijo z njimi? Seveda, jaz mislim, če se bomo delali, da nas ni strah, se to čuti. Čutimo, da je tam neka maska. Je fino, da to predelamo, ampak prej smo pokazali tole, ne? Vsi gremo čez to. In se mi zdi, da ljudje, mislim, prepričana sem, da ljudje bolj zaupamo vodjem, ki imajo napake, ki se zmotijo, ampak so pri tem odprti, delijo z nami in takem vodju jaz lahko zaupam. On je tudi v tem, ne, komunikacija je lahko, ja, težko bo, ne vemo, kako bo, naredili bomo vse to, kaj danes delamo, je to in to in to. Verjamem, da vas je strah, da boste izgubili službe, naredili bomo vse, mislim, odprto. Zmerni optimizem, ne, pravijo, da je prava naravnanost, ne, da je realno, ampak na pozitivni strani. Pa zdaj v tem času v bistvu se bojo verjetno spremenili tudi malo cilji pa vizije podjetij. Kako v bistvu te zdaj zastaviti, da bojo imeli zaposleni občutek varnosti in da se bojo počutili, da imajo nek trden temelj v podjetju? Ja, vizije, strategije. Zdaj sem gledala nek webinar, ko so tudi rekli, da je konec smrt strategij 5-letnih, ne, ker ne vemo, kaj bo naslednji teden. To pogosto komuniciranje, to pogosto informiranje pa manj ključnega pomena. Kje se vidimo, seveda bomo še vedno planirali, ampak bolj vizija bo dolgoročna, to, kar bomo pa počeli ta mesec, pa naslednji mesec tam bomo šli po detajle. Ne bomo zdaj natančno planirali decembra ali pa oktobra, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo. Nekateri govorijo o drugem valu teh okužb, tako da bi rekla, da se spreminja način planiranja. Čist tega črno-belega odgovora pa tule nimam, pa po mojega marsikdo nima na to. Mogoče, Gregor, še tvoj pogled na to vprašanje, kako bojo zdaj izgledali cilji in vizije podjetij? Ja, mi smo se kar nekaj pogovarjali o tem, sicer tudi v kontekstu splošne makroekonomske situacije, pa napovedi in trendov. Mislim, tudi znotraj MČM-a, kakor sodelujemo, je recimo ena izmed pomembnih tem, s katero se ukvarjamo, je trajnost. In tukaj ne mislim samo o okoljski trajnosti, ampak teh širših vprašanjih korporativne družbene odgovornosti. In zdaj, jaz kot optimist in mogoče malo tudi osebno bolj zainteresiran za to temo upam oziroma verjamem, da bojo podjetja vendarle v tej naši družbi začela prevzemati tudi
širšo družbeno vlogo. Skratka, ne bodo zasledovala samo ozkih korporativnih ciljev. Mi kar precej strank, v bistvu, s katerimi govorimo, vidimo, da so njihove korporativne strategije že prilagodile, bodisi preko triple bottom linea, ker gledajo tudi ljudi in planet, bodisi preko nekih trajnostnih strategij, kjer preko svojih produktov skušajo v bistvu doprinesti k nekemu širšemu javnemu dobru. Je pa res, da je verjetno hkrati s tem potrebno ozavestiti, tukaj pa spet govorimo pravzaprav o leadershipu, da ta pristop vpliva tudi na stopnje rasti, na pričakovane donose. Pravzaprav celoten ekonomski model bo treba počasi spreminjati. Inkrementalno vidimo, da tudi Evropska komisija gre v tej smeri, govorimo o inovacijah, govorimo o digitalnem in zelenem, z izdatno podporo pravzaprav tudi nepovratnih sredstev, kot smo ravno zdaj pred kratkim videli. In mislim, da je v bistvu to ta ključni premik, ki ga lahko ta kriza tudi prinese. Je v bistvu neka rahla sprememba kursa, ne govorimo zdaj o revoluciji, ampak rahla sprememba kursa tudi pri strateškem načrtovanju in poslovnih ciljih. Ja, verjetno malo. Ja, izvoli, Bojana. Še eno misel imam glede na oblikovanje ciljev. Oblikovanje ciljev se je že v zadnjem času precej spremenilo, ker tempo sprememb je bil že zadnja leta ali pa desetletje zelo velik, tako da ta klasično postavljanje ciljev v začetku leta in te letni razgovori, in potem na koncu leta pogledamo, je že mimo v večina branž, ker je dinamika tako visoka, tako da se mi zdi, da to ni toliko novo, da bomo malo bolj sproti gledali, pa prilagajali ta kompas, kam gremo. Ja, pa zagotovo je to ena priložnost, da vsi postanemo malo bolj trajnostni. Zdaj me pa zanima, še eno vprašanje imam v bistvu za oba. Pred krizo smo zelo veliko govorili o talentih in o pomanjkanju talentov in o bitki za talente, kako se podjetja borijo za svoje zaposlene. A mislite, da bo zdaj kako drugače, oziroma da mogoče malo drugače tudi vprašam, a bo bitka za talente še tako ostra, kot je bila pred krizo, ali se nam obeta kakšen drugačen pogled? Bojana, mogoče ti začni. Jaz mislim, da se prav, razen tega, koliko so podjetja, kaj se bo s podjetji zdaj dogajalo, kakšna bo njihova situacija, da se v smislu tega ne bi smeli veliko spremeniti. Kar se pa spreminja, je pa, da kriza, ta izostrena situacija marsikaj razjasni, tako da prej vidiš, kakšne potenciale imaš v podjetju in tudi vidiš, kje pa ni nekih potencialov. Marsikdo je v tej krizi se poslovil, ali ne rečem samo od kakšnega sodelavca, pa tudi od kakšnih produktov, kar je bilo veliko bolj jasno, to ni nekdo ali pa nekaj, s čimer mi lahko gradimo prihodnost. In ravno tako lahko v tej krizi se določeni talenti izkažejo. Ja, in se mi to, da bo podjetje učinkovito šlo skozi to krizo na takim učinkovitim vodinskim načinom, sigurno potegne talente. In kaj mi naredimo zdaj s svojimi ljudmi, jih zadržimo lažje. Tako da je to ena prilika, tako kot pri prodaji, reklamacija prilika, da ohraniš stranko, tako je prilika podjetja, da ohranijo talente in potegnejo kakšne talente iz okolja k sebi. Gregor, kako pa ti gledaš na bitko talentov? Na trg dela. Ja, vemo, da tik preden se je tole zgodilo, je bil v bistvu trg dela zelo zanimiv. Mi recimo imamo tako dosti distribuirano funkcijo HR-ja in sicer smo v bistvu vsi, ki smo hkrati tudi vodje vpleteni v te postopke in rekrutiranje. In pravzaprav tik pred krizo je bil trg dela zelo plitek, kot se reče. Skratka, bazena kadrov, iz katerega bi lahko črpali, je bilo zelo malo in so v bistvu posamezniki imeli zelo dobra pogajalska izhodišča, tudi ko so nastopali v odnosu do delodajalca. V tem trenutku se mi zdi, da nekako jaz vendarle moram reči, da opažam, da se ljudje rahlo bojijo. Konec koncev tudi rezultati ankete glede stresorjev, glede znižanja plače, strah pred izgubo zaposlitve, nisem ga omenil, ampak tudi ni bil ravno nizko. To pravzaprav mislim, da je zadeve malo spremenilo oziroma nek popravek se je zgodil, ampak mislim, da ne bo dolgo trajal, zlasti zaradi tega, ker ta izhod iz krize bo temeljil najverjetneje na kombinaciji različnih talentov. Skratka, mi ne bomo mogli one size fits all solutions tudi v HR-u več obravnavati. Mi se že kar dosti ukvarjamo recimo znotraj tega, kako graditi time,
da imamo različne tipe osebnosti zgrajene skupaj, zaradi tega, ker če imaš ti same inovatorje, v bistvu na koncu nič ni narejeno, ne? In obratno, če imaš same tiste, recimo, pridne mravljice, ki zlagajo stvari v tabele, pravzaprav ne dosežeš premika. In teh, recimo, kombinacij pa ni neomejeno na trgu, zlasti v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da zdaj bomo ponovno v bistvu kmalu dosegli že ta, bi rekel, originalno bitko za talente, s katero smo se soočali pred krizo. Torej, podjetja bojo v bistvu še vedno se mogla zelo veliko ukvarjati s svojimi zaposlenimi. Bojana, kako po tvojem mnenju naj podjetja zdaj v tem času poskrbijo za dobro izkušnjo svojih zaposlenih, da jih nekako pomirijo, zadržijo oziroma da jim dajo neko, bi rekla, zaupanje? Ja, tule bi ponovila, kar je povedal Gregor, kar sem že povedala, da ostanejo povezani zaposleni, da jih slišijo, da poskrbijo ne samo za to, da so stvari narejene, da smo delovno okolje prilagodili, da smo procese prilagodili, ampak da poskrbijo tudi za ostale vidike, recimo delo od doma, ne samo zaradi tega, ker ne morejo priti v službo, ampak zaradi njegove osebne situacije, grajenje zaupanja, ta prilagodljivost slišati in razviti odnos, tudi, ne vem, mogoče komu dati možnost, ker tle so se zdaj nove stvari pojavile znotraj podjetja, kaj je treba narediti, komu dati priliko, da vodi določen projekt, ki vidimo v njem potencial. To se mi zdi vse take stvari, ki povečajo zavzetost. In ne se zapreti v školjko, ne. In sem pred časom tudi naredila eno mini raziskavo, ker sem imela predavanje z eno skupino podjetij, jih je bilo 50, ki so odgovarjali in so odgovarjali, da tudi se vodijo, so se zaprli. To je bilo kakšne 3 tedne, 4 tedne po tem, da so bili zase, ne, ker niso imeli odgovorov, so se pa zaprli v eno sobo. To, da smo odprti, kot smo prej rekli, ne, to vemo, tega ne vemo, delamo na tem. Ta človeškost, no, se mi zdi ključnega pomena. Kakšen bo pa zdaj tudi pomen različnih izobraževanj? Pred krizo so v bistvu podjetja zelo veliko vlagala v izobraževanje svojih zaposlenih, obstajalo je ogromno nekih možnosti. A se bo to zdaj kaj spremenilo in mogoče kako tudi pri vas opažate, kaj se dogaja na tem področju? Ja, jaz lahko iz lastne izkušnje, ker mi nismo naredili raziskave, ampak kar vidim je, to, kar v Sloveniji delamo, samo eno podjetje se je odločilo, da odpove zaradi finančne situacije. To, kar so imeli planirano z nami izvesti. Drugače pa pogovarjali smo se, jaz sem jih klicala stranke, pa sem se pogovarjala, če bi želeli narediti kaj online, ponudila sem tudi pro bono, da ni prevelika pavza. Mi sicer delamo modularno, ampak 2 meseca pa 3 mesece pa nismo vedeli tudi, koliko časa bo trajalo, ampak niso bili za to, so si želeli še vedno delati v živo, ampak vse, kar smo imeli planirano 12. marca, ko smo izvedeli, da bo prekinitev, no takrat sem mislila, da bo 2 tedna, pa je bilo pa več, imamo zdaj spet v koledarjih. So pojavljajo nova podjetja, ki so rekli, lastniki, sicer so tuji lastniki, zdaj je čas in potreba po tem, da smo močnejši kot vodje, da smo bolj agilni, da krepimo mišice, ne, ker nismo lahko različno, imamo močne mišice za prilagajanje na spremembe, ne. Nekateri smo tega malo bolj vajeni, nekateri pa, ali pa v kakšni situaciji smo pa manj tega vajeni, ne. Tako da so se nekateri zavestno zdaj odločili za to, čeprav je mogoče ne vemo, kaj bo, ampak zdaj to rabimo. Tako da zaenkrat kaže v redu, no, tudi ravno včeraj je sodelavci iz Mehike poslal sliko, je rekel, takole izgleda moj dan, majčkeno so mize bolj narazen, drugače pa imamo klasičen trening. Pri nas je, veliko razmišljamo o tem, a bi delali online ali ne bi, kaj smo probali, nekje je v redu, ampak se tudi stranke zaenkrat še ne odločajo toliko za online, za našo vrsto treninga, ki je vedenjska sprememba za to, da sem boljši vodja in ker se dotikamo tudi takih dosti osebnih stvari, ko se nekdo spreminja kot vodja, se spreminja kot oseba. Zdaj imamo pa nekaj vprašanj tudi iz publike. Petra se vam obema zahvaljuje za odlične poglede in uvide in sprašuje, kot pravite, ciljno vodenje postaja pase, kakšen sistem vodenja in nagrajevanja vidite kot učinkovit za prihodnje? Bojana, mislim, da lahko najprej ti odgovoriš. Ja, jaz ne bi rekla, da je pase. Mislim, pase se mi zdi ta časovnica,
ki je predolga. Zdaj delamo skupaj. Prej je Gregor opisal ta nov delovno okolje, kako v enem koncu podjetja oblikujejo nek problem, v drugem koncu ga pa rešujejo. Precej več prilagodljivosti, fluidnosti in to tudi pri cilju, niso tako fiksni. Tako da je mesečni sestanki niso čist nič preveč, ki se fokusirajo na to, kaj je nekdo naredil, kaj je bil nekdo cilj in potem pogledamo kompas, kam pa gremo naprej. Pa še zelo pomembno je vedno bolj, in to me veseli, da vedno več podjetij in vodij to počne, da ne gledamo samo, kaj smo naredili, ampak kako sem to naredil in kaj znam in česa se moram naučiti. In ta del, kaj naredim in česa se naučim, obravnavamo enako vredno. Ker to, če bom jaz znal, bom lahko bolj uspešen v prihodnosti. Če se fokusiramo samo na to, kaj smo naredili, nas precej na ta čas, na danes veže. Ta razvoj je vedno bolj pomemben, ne? Tudi zaradi, smo govorili, dinamike sprememb, ne samo zaradi korone, vse sorte se spreminja, ne, v našem življenju. Ja, tudi eden od naših gledalcev ugotavlja, da je vsaka kriza nova priložnost. In sprašuje v bistvu, kaj je tisto, kar smo se tako vodje kot zaposleni naučili iz te krize. Pa zdaj, Gregor, najprej tebi dam besedo, pa potem še Bojana. Jaz bi mogoče samo na tisto prejšnje vprašanje za ciljno vodenje, ker sem ravno včeraj me je sodelavka razsvetlila oziroma razveselila z enim zanimivim člankom iz Harvard Business Reviewja, kjer pravzaprav oni na panelni raziskavi ugotavljajo, da je sistem nagrajevanja, se pravi zlasti ta del ocenjevanja, ki ga podjetja izvajajo, v bistvu zelo drag, ne? To so ogromni sistemi, zlasti v mednarodnih korporacijah, ki stanejo milijarde dolarjev vsako leto, in da ugotavljajo, da ljudje pa nekako niso zadovoljni z rezultati, imajo občutek, da sistem ni pravičen in da ne prepoznava njihove prave vrednosti v podjetju. Rešitev, čisto na kratko, skratka, da se umaknemo od teh socialnih komparacij, se pravi, da se primerjajo sodelavci med seboj, v časovne komparacije, da gledaš rast posameznika skozi čas. Zato, ker vemo, ko se začnemo primerjati z drugimi, se pogosto počutimo prikrajšane. In enako se zgodi, ko nas v bistvu ocenjujejo, nagrajujejo šefi. Tako da ta time comparison pristop očitno zdaj dobiva zlasti v anglosaksonskem svetu veliko poudarka, verjetno ima smisel razmisliti o tem tudi pri nas. Kar se tiče pa čisto na kratko, mogoče kriza kot priložnost, o tem sem razmišljal že malo naprej, tudi ko sem se malo pripravljal na tole današnjo kavo, pa bom kar čisto osebno, kaj vidim jaz v našem podjetju, ne? Glede na to, da smo res taka ena horizontalna branža, ki pokrivamo vse industrije. Za nas, jaz mislim, da ta kriza je zdaj glavni trigger, ki lahko sprosti inovacijski potencial. O čem govorim? Namreč zlasti za podjetja v intelektualnih storitvah je zelo pomembno, da so, če ne že v ospredju, pa vsaj v koraku s časom in da sledijo napredku. In mi smo ugotovili tudi v tisti naši interni raziskavi, da je pri nas kreativnost in odprtost za novosti relativno nizko vrednotena. Kar pomeni, da je tudi inovacijski potencial nizek, zato v bistvu mislim, da je priložnost, da zdaj v bistvu odkrijemo, kdo so tisti posamezniki, ki imajo te inovacijske potenciale, da se jih v bistvu tudi poudari, da se uporabi razna pomagala. Recimo BIN pristop je tak, kjer se v bistvu z nekimi mehkimi pristopi v bistvu spodbuja kreativen način razmišljanja, to so čisto v bistvu psihološki pristopi, kako se organizira delovno mesto. Zlasti naša podjetja po tujini imajo inovacijske laboratorije, tako imenovane garaže, tudi posebne SPV-je, ki se ukvarjajo z inovacijami, pa so recimo odrezane ven iz rednega delovnega procesa, risk procedur in tako naprej, zato da imajo v bistvu ta pionirski duh vgrajen. In jaz mislim, da zdaj, če kaj ta kriza, in to ne govorim samo jasno za naše podjetje, ampak mislim, da kar za celo Evropo velja, priložnost za to, da inoviramo in da naredimo v bistvu ta razvojni preskok. O tem se veliko govori, tudi na ravni Evropske komisije, jaz upam, da bomo to na ta način tudi izkoristili. Bojana, kaj pa ti mogoče vidiš kot neko priložnost, ki smo jo potegnili iz te krize? To, kar je Gregor rekel, zagotovo. To, da zdaj se o inovativnosti govorimo že leta, ampak zdaj je treba biti hiter, ne? Zdaj je ta dinamika drugačna te inovativnosti. Se mi zdi, da je kriza bila tudi prilika, da smo pogledali vase osebno in kot podjetja malo prevetrili naše vrednote in kam želimo iti, kam se želimo usmerjati, in ker nas malo razrahlja, nam da možnost na neko novo usmeritev, nekam na novo iti. In tudi se mi zdi tako osebnostno
smo se veliko spraševali, tudi mi interno, trenerji, smo prav se pogovarjali o tem, kaj sem se zdaj med krizo naučil sebi, ker je dala veliko prilike. Jaz sem prej en delček mojega potovanja in mogoče malce domišljavosti, mene se pa to ne bo dotaknilo, delila z vami. Tako da malo take refleksije in usmeritve za naprej in pa seveda možnost za učenje novih stvari in za usmerjanje kako se soočati, spremembati, jačati te mišice in kako biti dober vodja, ki pa je eno z drugim povezan, tudi po Kotterju, vodja se ukvarja s spremembo in z ljudmi, kako to izboljšati. In tukaj se mi zdi, da sploh s temi novimi momenti zaupanja, delo od doma, opolnomočenja, zahteva drug tip vodja kot v nekaterih podjetjih. Dolgo nazaj, nekaterih pa niti ne, pa mogoče še realnost, ta drugačen stil vodenja. Zdaj imam pa še eno vprašanje. V bistvu komunikacije smo se narahlo že dotaknili v začetku pogovora, ampak nismo bili še konkretni. Gregor, tudi v vaši raziskavi so v bistvu ljudje komunikacijo označili kot res pomembno. Komunikacijo med vodji, med zaposlenimi, med samimi zaposlenimi v podjetju. Kaj mora ta komunikacija izpostavljati? Kakšna mora biti in ali je lahko v tem času preveč? Bojana, najprej tebe vprašam. Če je zelo enostranska, če je bombardiranje z informacijami, potem je lahko preveč. Če pa je komunikacija tudi, če je komunikacija obojestranska in je izražanje empatije, jaz bi raje rekla, da ni more biti preveč, ker se mi zdi, da je zelo malo verjetno, da je bo preveč. Drugače pa, empatija, povezanost, odprtost, realnost, biti čim bolj stran od, sploh za korporativna podjetja, stran od korporativnih izrazov, fraz, misli, prevedimo to, kako jaz čutim, kako vidim. Tako, jaz se pogovarjam s tabo, ne korporacija in dati čas za premislek, za pogovor. Če jaz vodim velik tim, bom naredila neko komunikacijo, če smo še vedno online z vsemi, potem bom poklicala vsakega posameznika ali pa, tako da je več možnosti, da se pogovorimo o tem. In pa, sem že omenila, zmerno optimistična. Dajmo ljudje občutek, da smo za krmilom, da stvari rešujemo, da imajo zaupanje, da se stvari premikajo naprej. In tudi, če bo najslabši scenarij, ki ga tudi moramo deliti, in vse naenkrat, tako da ne pokapljajo slabe novice. To pa to se lahko zgodi, tako je. Ampak delamo to pa to, zato da bi bilo najlažje ali pa najbolj optimalno šli skozi to. Gregor, kako pa ti gledaš na komunikacijo? So zdaj teme drugačne, kako drugače naslavljamo vprašanja? Kakšne so razlike? Komunikacija je eno kar zelo kompleksno, pa relativno široko vprašanje. Pa bom dal kar en primer, pa jaz upam, da kakšen moj šef ne posluša zdaj sicer, ampak mi smo ravno nedavno dobili eno korporativno sporočilo, tako bolj, ne bom rekel globalno, ampak na ravni regije, da je obvezna udeležba na treningu in izdelava neki pač v bistvu na koncu rešuješ test, da si se udeležil treninga na temo organizacijske kulture in naših vrednot. Mi imamo namreč kar dober razdelan koncept organizacijskih vrednot, s katerim se jaz res lahko osebno tudi poistovetam. Jaz osebno delam na projektu spremembe organizacijske kulture na ravni v bistvu celi tej kontinentalni Evropi, tudi Francija, Nemčija so vključene, tako da je v bistvu zelo zanimivo videti, kaj se tudi na zahodu dogaja. Ta newsletter zagotovo ni naletel na prava ušesa, zato ker takole dolga korporativna komunikacija drobnega teksta ni način, kako bojo ljudje ponotranili zelo abstraktne pojme, kot so vrednote. Tako da v bistvu mi smo se dosti o tem pogovarjali. Ključno je to, da se v bistvu abstraktni pojmi dopolnijo z zgodbami. Ljudje se lahko v bistvu zelo lahko poistovetijo z zgodbami svojimi sodelavcev, veliko lažje kot s teoretičnimi koncepti. Predvsem pa, ko je le možno, da se komunicira individualno. Zdaj smo se kar dosti pogovarjali z našimi strankami glede vprašanj, kako komunicirati čakanje na delo, kako komunicirati dejstvo, da bojo odpuščali, kako komunicirati skrajšan delovni čas, v končni fazi je zdaj aktualen. Spet,
za taka vprašanja neposredno nadrejeni je verjetno pravi naslov in osebna komunikacija, zaradi tega, ker gradi ravno tisto, kar smo omenjali prej, in to je v bistvu opolnomočenje in zaupanje. Hvala, Gregor, za to. Zdaj pa še v bistvu zadnje vprašanje, preden se bomo poslovili, pa je še od našega gledalca, in sicer ga zanima, kako v času dela od doma krepiti timski duh. Malo sta v bistvu oba dva že povedala o tem, pa dajmo nekako zaključiti v eni taki pozitivni noti, kako res krepiti ta timski duh, da ekipa ostane povezana in da gre skupaj čez vse težave, ki sledijo oziroma ki jih čakajo. Bojana. Ja, predvsem si vzeti čas za to, se odločiti, da bomo to počeli, ker nekatere stvari so se prej zgodile spontano, na hodnikih, v čajnih kuhnjah, na poti do parkirišča, zdaj pa je treba to splanirati in prilika tudi za inovativnost na tem področju, ampak zdaj treba dati v koledar, pa dajmo v ponedeljek o 8:30 v koledar jutranja kava in pridemo s kavo in je dejansko tema, kako smo, lahko načenjamo malo poslovne teme, ampak brez tako tisti del, ki nam da priliko, da se povežemo, ali pa ne vem, kakršnekoli prakse smo prej imeli, da jih probamo dati online. A bomo lahko nadomestili? Verjetno ne bomo mogli nadomestiti tega, kar se zgodi v živo in spontano. Lahko pa en del tega in predvsem to, da kot vodja pokažemo nek interes in trud za to, je zelo pomembno za ljudi, sprejmejo to zelo pozitivno. Lahko jih tudi povabimo, da oni dajo kakšno idejo, saj ni potreba, da se vodja vsega spomne, da so ljudje tisti, ki prispevajo k temu. Predvsem biti viden in odziven. Ja. Da ekipa sodeluje, ne? Tako. Gregor, kaj pa pri vas oziroma tvoj pogled na ta timski duh? Ja, jaz bi se mogoče kar navezal na eno zadevo, ki jo Bojana že omenila prej, in sicer v najširšem smislu jaz bi rekel, da je empatija tista, ki lahko gradi timski duh, ampak tukaj govorimo o dvosmernem odnosu, jasno. Ni pomembno samo, da so vodje empatični, ampak moramo tudi zaposleni svoj del oddelati. Empatija pa jasno zahteva to, kar je Bojana omenila, pravzaprav da vodje in ostali tudi pokažejo čustva, skratka, da pokažejo strah, da pokažejo v bistvu tudi nezaupanje mogoče in v bistvu, da se v bistvu na ta način sproži iskrena komunikacija. Jaz ne vem, mogoče je to moje mnenje, ampak jaz imam občutek, da v slovenskem prostoru empatija v družbi je pomemben element, ampak znotraj podjetij pa se mi zdi, da ne dobiva dovolj pomena, zato mogoče to kot en tak čist skromen apel. Mislim, da preko empatije bomo tudi v bistvu pomagali zgraditi timski duh. Super, se pravi, empatija in sodelovanje in optimizem, to so tri stvari, ki nas čakajo oziroma na katerih bomo mogli delati v prihodnosti. Hvala obema, da sta bila naša gosta. Slišali smo zelo veliko o dobrobiti zaposlenih, zdaj pa v zadnjem času smo se pa veliko naučili tudi o pomembnosti kibernetske varnosti. In na to nas prijazno opozarja tudi naš partner, Zavarovalnica Triglav, ki se mu zahvaljujemo za krasno sodelovanje. Hvala pa tudi našim patron članom, ki so naši največji podporniki. Jaz se vam vsem zahvaljujem za pozornost danes, imejte lep konec tedna in se vidimo spet prihodnji teden. Gregor in Bojana, pa še enkrat hvala za sodelovanje. Hvala. Lep vikend. Lep vikend. V Sloveniji kar 99,8% podjetij predstavljajo mikro, majhna in srednje velika podjetja. Razvoj informacijskih tehnologij jim po eni strani prinaša številne prednosti, ki jim poenostavljajo poslovanje ter večajo konkurenčnost, po drugi strani pa vedno več točk, ki so povezane v splet, prinaša nevarnost vse agresivnejših in bolj sofisticiranih oblik kibernetskih napadov. Letno obravnavanih incidentov v Sloveniji je tako že več kot 2500. Razlog za njih so predvsem nepremišljeno ravnanje zaposlenih ter dejstvo, da podjetja zaradi omejenih kadrovskih virov nimajo ustrezne profesionalne IT zaščite. Posledice kibernetskih varnostnih incidentov so tako lahko materialna škoda, izguba podatkov, kršitev zakona o varstvu osebnih podatkov ter denarne kazni in zato ovirano poslovanje in okrnjen ugled podjetja. Eden od načinov, ki podjetjem pomaga ublažiti posledice kibernetskih napadov, je zavarovanje kibernetske zaščite. To vam pomaga pri hitrem in strokovnem odzivu na kibernetski napad in pri odstranitvi posledic.
krije stroške ponovne vzpostavitve opreme in povrnitve podatkov, ter stroške, ki nastanejo s pravnimi postopki in globami uradnih organov zaradi kršenja predpisov. Zavarovanje pa poleg kritja lastne škode krije tudi odškodninske zahteve tretjih oseb, bodisi zaradi kršitev veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov ali pa zaradi napada na informacijski sistem tretje osebe, ki je posledica napada na informacijski sistem zavarovanca. Pred kibernetskimi tveganji ni varno nobeno podjetje. Z zavarovanjem kibernetske zaščite pa lahko zajezite škodo in ublažite posledice kibernetskih napadov. Zavarovalnica Triglav.